Podnebne spremembe in hrana so povezane bolj, kot se morda zdi na prvi pogled. Svetovni sistem oskrbe s hrano v trenutni obliki povzroči skoraj tretjino vseh antropogenih izpustov toplogrednih plinov. Poleg tega je ključni dejavnik ohranitve biotske raznovrstnosti ter ima odločilni vpliv na kakovost vode, ki jo pijemo, in na stanje tal, ki je osnova prehranske samooskrbe in hkrati neobnovljiv naravni vir. Zato brez močnega in hitrega zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov in porabe naravnih virov v sistemih oskrbe s hrano ne bo moč doseči že sprejetih dogovorov oziroma ciljev teh sprejetih dogovorov, torej, da bo Evropa do leta 2050 postala podnebno nevtralna družba in da zaustavimo izgubo biotske raznovrstnosti, kar je nenazadnje pogoj za obstoj naše vrste. In čeprav sistem oskrbe s hrano po eni strani povzroča podnebne spremembe, ne smemo pa zabiti na to, da te obenem močno spreminjajo pogoje za kmetijstvo povsod po svetu. Kmetijstvo se tako ne nahaja le pred izredno velikim izzivom zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov, ampak je tudi pred velikim izzivom prilagajanja podnebnim spremembam, ki se jim ne bomo mogli ogniti. To pa se že odraža tudi na cenah hrane. K podražitvam hrane na naših trgovskih policah so v zadnjih letih dodatno botrovali tudi pretresi na svetovnih trgih, saj Slovenija zaradi nizke stopnje suverenosti pri preskrbi s hrano nanje še posebej občutljiva. Po zadnjih podatkih Slovenskega statističnega urada z konca oktobra se je hrana na letni ravni podražila za kar 17,2%. Primerjalno so v zadnjem času podražitve med drugim najizrazitejše ravno pri prehrambenih izdelkih. Pa vendar tudi po umiritvi razmer v svetu podnebna in ekosistemska kriza ne bosta izginili, kar pomeni, da se bodo pogoji za pridelavo hrane spreminjali še naprej, njena pridelava pa bo vse zahtevnejša in po vsej verjetnosti tudi dražja. Draginja najverjetneje torej ni nekaj, kar bo izginilo. Hrana je osnovna življenjska in tudi strateška dobrina, ki se ji ne moremo odpovedati. Zato je vrhovni cilj vsake družbe zagotoviti oskrbo s kakovostno in varno hrano po dostopnih cenah za vse, ki ima hkrati najmanjši možen vpliv na podnebje in okolje. Če upoštevamo celotno oskrbovalno verigo s hrano, to z vidika podnebja in okolja pomeni oskrbo z večinoma rastlinsko, ekološko hrano iz lokalne pridelave, ki je ponujena sezonsko in ki je čim manj predelana. Poleg ukrepov na sistemski ravni je za doseganje tega cilja nujno tudi sodelovanje lokalnih skupnosti ter različnih deležnikov, kot so pridelovalci hrane na eni strani ter potrošniki na drugi, ki so na koncu vsi deležni okoljskih in družbenih koristi trajnostne in suverene oskrbe s hrano. Številne dobre prakse z tega področja to že dokazujejo. Pri tem je ključnega pomena aktivna vloga vseh sodelujočih formalnih in neformalnih skupnosti, od občin in društev pa do civilnih iniciativ ter posameznih pridelovalcev, ki lahko prispevajo k promociji konceptov, razširjanju dobrih praks in posledično zagotavljanju dostopne, lokalno pridelane ekološke hrane za čim širši krog ljudi. V času podnebne, ekosistemske in še vedno preteče zdravstvene krize, ki se ji je pridružila še vsesplošna draginja, je namreč bolj kot kadarkoli prej pomembno, da se za ukrepe v smeri prehoda k okoljsko in podnebno bolj vzdržnemu ter hkrati družbeno pravičnejšemu prehranskemu sistemu dogovorimo tudi na ravni skupnosti. Hvala. Hvala, Nika. Tudi v tem sklopu bomo imeli dva govorca in sicer prvi bo z nami dr. Claudio Serafini, ki je direktor mreže Organic Cities Network in tudi vodja projektov pri italijanski mreži ekoloških mest Città del Bio. Predstavil nam bo, kako evropska mesta podpirajo oskrbo z lokalno ekološko pridelano hrano in on precej raje govori v italijanščini kot angleščini, je pa za nas naredil izjemo, tako da njegov prispevek bo v angleščini, vendar je bil zato posnet naprej, se nam bo pa po tem posnetku pridružil v živo še za kakšna vprašanja. Tako da, evo, Jonas, kar.
organic cities and communities are dedicated to the ecological transition. Whether in Paris or Vienna, in Milan or Nuremberg, Corinth or Berlin. Unsere Gemeinden, unsere Städte haben einen Weg gefunden, sich auf die Zukunft der jungen Generation zu konzentrieren. More than 30 municipalities have joined forces to form networks of European organic cities. In Italy, there is a Città del Bio, and in Germany, more than 20 cities are already on board. The network is committed to achieving environmentally friendly regional food supplies. Für uns in der Stadt ist es wichtig, glaube ich, dass wir einfach Bio einsetzen dort, wo wir können, dass wir die Nachfrage schaffen in Schulen, in Kitas, in unseren Kantinen zum Beispiel. In care homes, hospitals, company canteens, kindergartens and schools, some municipalities already offer from 50 to 100% organic food. Bremen hat sich das Ziel gesetzt, den Anteil von Bio-Lebensmitteln auf 100% zu steigern, und zwar in den Bereichen, wo die Stadt selbstständig für die Ernährung zuständig ist. Das heißt, zukünftig gibt es in unseren Kitas, in unseren Schulen und in unseren Krankenhäusern 100% Bio-Essen. What is good for people is also good for the environment. Sustainable food requires sustainable management. Weil Ernährung geht alle an. Wir nehmen alle Lebensmittel zu uns. Deswegen ist das Thema Bürgerbeteiligung sehr wichtig. But it's also about being conscious of consumption and showing appreciation for our food. Bürgerinnen und Bürger müssen wieder lernen, vielleicht manchmal, dass die Lebensmittel nicht einfach nur im Supermarkt stehen, sondern dass sie erzeugt werden. Das ist natürlich für Städte eine große Herausforderung. One example of hands-on community outreach is the Organic Experience event in Nuremberg, at which organic producers and growers introduce themselves and show how everything connects together. Local people are integrated into the processes of change and motivated to get involved. Berlin hat eine Ernährungsstrategie erarbeitet, wo wir auf verschiedenen Handlungsfeldern einmal deutlich machen, wie wir in einer Großstadt Ernährungsfragen voranbringen können. Food strategies include training opportunities, and organic cities deliver training seminars on nutrition. Courses are on offer to help managers, kitchen staff or caterers, and also teachers, families, children and young people relearn how to handle food. They cook organic and seasonal food and develop a taste for healthy food. Wir haben sehr viel Nachfrage an Wartelisten, denn viele Kantinenpächter und Pächterinnen wissen, dass es ohnehin ein Changing-Prozess ansteht und den wollen sie positiv beeinflussen. Organic agriculture and food production form the basis for a sustainable food supply. Organic cities and communities promote organic farming. The food we need is produced in the surrounding areas of the region, in urban areas and in some places in community-owned production facilities. Rund ein Drittel der Grünflächen in Wien werden landwirtschaftlich genutzt. Davon werden heute 27% biologisch zertifiziert bewirtschaftet. Das ist ein wunderbar hoher Wert, den wir weiter ausbauen wollen. Das bedeutet gleichzeitig frische regionale Produkte, die nur wenige Kilometer entfernt geerntet werden und ohne Umwege zum Konsumenten, zur Konsumentin gelangen. The key focus of organic food production is naturally on regional value chains. That's why organic cities take care of the networking, from growing to processing to distribution to shops and markets. They provide a welcome boost to a systemically important industry, which is becoming more relevant to the economy through the many jobs it secures. Es geht aber nicht nur um die Versorgung mit Lebensmitteln, sondern auch um Energieeffizienz, richtiges Haushalten, gute Planung beim Kochen, um Kompostierung, biologische Produktion, um die ökologische Beschaffung der Lebensmittel und um soziale Gerechtigkeit. Und am Ende der Kette um die Abfallvermeidung.
The decision of communities to embrace regional organic food has an enormous social and cultural impact. It determines what our agriculture and our landscape will look like, how diversity and biodiversity will develop, how we will deal with climate change. Biostädte zeigen, die Verbraucher wollen mehr Tierwohl, weniger Pestizide und mehr Regionalität. Die zukünftige Agrarpolitik der EU und des Bundes sollte hier sehr viel mehr Wert drauf legen. Bürger, Bürgerinnen haben begonnen, den Erhalt der Vielfalt, das Wohl der Tiere, die nachhaltige Nutzung der Ressourcen unseres Planeten in ihre Hände zu nehmen. Unser Ziel ist es, allen Menschen eine gute und gesunde Ernährung zu ermöglichen. Wenn man bioregional saisonal isst, macht man was fürs Klima und fürs Herz. Ich wünsche mir, dass wir über das Thema Bio und über das Thema Ernährung weiter zusammenwachsen, sei es jetzt bei uns in der Region, aber auch in Europa. Good morning to all of you. Thank you for the invitation. Thank you, Jonas, just to participate in your meeting. You have seen the video presentation on organic cities, so you already have an idea about the European Organic Cities movement, which includes more than 60 cities, global, like Paris or Vienna, medium-sized, like Nuremberg, and small villages, like Dorotufena, Koranzen. Organic cities is the tool that helps cities in Europe achieve goals of sustainability of food consumption and production. Yes, together we can accelerate innovation to create positive change in the food system. But how? On one hand, through the development of common strategies, exchange, like today, of experiences, exchange of experiences, projects, training, and events. On the other, by contributing to development and implementation of global and European strategies on climate, sustainable food, organic farming, biodiversity, and animal welfare. In this talk, I will focus briefly on the experience of Paris and particularly Agri-Paris. To begin with, I ask you some questions to me. What is the main characteristic of the Paris experience today? In our globalized world, how can we pursue good governance based on dialogue between cities and countryside, particularly agriculture? I am thinking in general between the cities as place of food consumption, particularly new public food service like hospitals, schools, and the countryside that feeds cities and agriculture that produce food. What can cities do today for the well-being of citizens and farmers?
I think that European cities that are pioneering ecological change can primarily combat of greenhouse effect and reduce their ecological footprint. A new sustainable food plan 2020 until 2027, adopted by the Cities Council in June 2022, is part of a climate plan of Paris. The agriculture and food sector, is in fact responsible for 25% of greenhouse gas emissions. Collective catering in Paris has a large ecological footprint, with 30 million meals per year in kindergartens, schools, and solidarity restaurants. 53% of this food is already organic or sustainable. This figure should rise to 100%, including 50% in local circuits by 2026. What do the city do to reduce the ecological footprint of food consumption and the production? Paris takes sustainable food strategies to ensure that all people have access to varied quality food. Second, the city supports the most virtuous local producers who use agriculture methods that respect the environment and biodiversity and produce high quality food. The cities Paris has democratically create Agri-Paris as new operator for supplying Paris with sustainable, healthy, local and financially accessible organic and sustainable foodstuffs. And how does this achieve this? By increasing and diversifying organic agriculture production, supporting farmers, small farmers, in the Paris basin who are changing their practices and consolidating their outlets via public procurement, and of course reducing the environmental footprint of food. Two concluding remarks. The experience of Agri-Paris shows how the political and administrative can develop regional organic farming through green public procurement, yet has to come to terms with the market, supply bottlenecks, the insufficient supply, and its lack of diversification. The pandemic and the war in Ukraine have dramatically drawn our attention to the security and safety of food production and supply chains. With Agri-Paris, the city opens a narrow door of how green public procurement can contribute to climate protection and increased diversified and regional structured supply of organic products. As also shown in the short video presentation of organic cities, there is a wealth of expertise and experience at the local level on how to improve the quality of life of local and regional residents. Thank you for your attention, and I hope some Slovenian cities will join Paris in organic cities.
Thank you. Hello, Claudio. Ciao. Ciao. Buongiorno. So, Buongiorno. thank you for your presentation, and now we will give floor to the audience. If there is any question, commentary for Claudio, please just raise your hand and we will bring a microphone and the connection will flow. While we are waiting for any input from the audience, my question to you, Claudio, is, given this crisis, it is price crisis, political, economical, health crisis, how are you as Organic Cities Network addressing this, or helping communities in this changing and more, maybe less secure world? Thank you. Buongiorno. Buongiorno to all of you. And thank you for the invitation again. It's a very interesting conference. And I like today to speak about some question of food sustainability and the city. So it's a very interesting question. We had a pandemic. Why it's important our activity after pandemic? The people look after pandemic to boost their personal immunity. So the crisis has a positive direction for us, for our activities. A pandemic, the war, had another problem, but it's possible a positive response. No? The globalization of food supply chains. No? That's a very, very important problem. And again, the importance of food security. That's health, food security, deglobalization, chain supply. For us, answer is a political strategy for a regional, organic food system. That is our strategy. For you listen our strategy in the video. This is very important because they meet the European Commission, in general, the European institutions. They have committed sites also the pandemic year to define a sustainable agri-system. So that is very important. We have a horizon in European institution, national level, with the strategies Green Deal, Farm to Fork, biodiversity, and for us very important, actions plan for organic farming.
with the goal 25% European agricultural surface grow organically. But there are also a latest initiative from the Commission open a consultation for a regulatory proposal to integrate all food-related policies in a sustainable direction. So, to your question, we have a crisis. We have right now strategy. Positive strategy of European level to answer of this problem, this crisis. The direction is the sustainability, integrate the food policy of local level, of national level, of European level. That's it, very important. Because there are an inseparable link between the health of people, society, and the environment, and the health of the planet. Thank you, and thank you also for pointing out that in this crisis, this is also an opening for more sustainable, locally produced food, both from security and health reasons. So, thank you for this inspiration. And we have another question coming from you from the audience. Hello, my name is Uroš Branković. I'm coming from the Center for Sustainable Rural Development, and also we chair the working group for the organic farming in the Plan B network. Thank you very much for your very inspiring and interesting presentation. I would like to ask you one question. We know that sometimes the countries, the states are very slow and traditional when they have to introduce some new things, like, for example, more support for the organic local food. But local communities can be pioneers in this sense. So, what is your opinion? Which are the activities? How can local communities, with their initiatives, with their projects, with their activities, push the country, the politicians, the ministries to do more for organic, sustainable food production, supply, and consumption? How can be the local communities? How can they be, let's say, those who push and bring breakthrough, which is really necessary in this moment? Thank you. Thank you. Thank you for your question. I think it's very important. It's exchange of experiences. There are many experiences. Not only big cities like Vienna, Paris, I spoke about Paris, but there are small cities, the commitment, sustainable food system. So it's very important to know all the experience in Europe. I said, there are really many experiences. In Germany, there are 25 cities, the most populous cities, but also small villages. The key is, of course, the green public procurement. That is very important. So, how the city or the community, the vision of how this tool, to develop this tool. Second, I said there are national, regional, European strategy. Right now, there are positive direction
in direction for sustainability, integrate the food system. It's not easy. It's not easy because we have so ambitious goals, but the way, it's a long way. That's it's very important to know. So exchange experiences, know the horizon, national, European horizon, key is green public procurement, key is democratically involved the population, the citizen. Very important is the dialogue between the city, farmers, particularly small farmers. There are many problems. The indicator of, for example, sustainable indicator for green public procurement for foods, in public canteens. It's not easy to elaborate that. They are insufficient production. That's very interesting. Slovenia had 10% organic farming surface. It's not a big, but bigger. It's Austria with 26%. But it's not bad. There are possibility to grow. That's very to grow. That means wealthy. That means no jobs. That means no regional economy. It's very interesting to know in the world the crossed big markets. It's USA, North America, and Europe. North America and Europe, it's 18% total market, organic market. But the production in Europe is relatively bigger in comparison to North America. But there are a very important possibility to grow in this direction. So we have a regulation, European regulation. We have a new CAP, agriculture communitary policy. A positive in 2023, 2027, new policy, agriculture policy of Europe had two very big, important directions right now. It's more of national level, the implementation, and it's more green. So we have the possibility to work for sustainability for local agricultural system without support of new agriculture policy of Europe. But like I said, we are right now for some very not much cities. There are already in very important experiences. I said Paris, but Vienna also. There since 20 years they worked about sustainability of food.
But that's it's the way. The way it's I summarized. Key it's green public procurement. Key it's this horizon regulation, Green Deal, biodiversity, farm to fork, also the actions plan for organic farming. Very important, it's the common agricultural policy of Europe. And then responsibility of city, government of cities. There are tools, there are vision, there are the necessary information. So I think it's very exciting to work for our citizens, for our farmers, for a healthy food system, education. So it's very important for Europe in the world. Yeah, and thank you, Claudio. And I imagine your Organic Cities network can also be a source of a lot of information and best practices from the local areas, from the local ground. So I also invite Slovenian actors in the field to, contact you, make connections, and exchange and learn from each other. So thank you very much for joining us from Italy. And now we will continue with the presentation of what is happening here in Slovenia. So bye to Claudio and thank you from Brussels. Thank you from Brussels. From Brussels. Oh, you're from Brussels now, of course, the advocate. Grazie. Grazie mille. Hvala. Tako da zdaj pa nadaljujemo s predstavitvijo slovenskega primera in jaz kar vabim Marka Slaviča, ekološkega kmeta, ki skupaj z Vanjo Slavič vodi trgovsko podjetje za ekološko hrano Vila Natura in družinska kmetija Slavič v osrčju Prlekije. Že več generacij ohranja sadovnjake, skrbi za raznovrstnost, neguje na ekološki način, tako da kje ste danes in kakšne so perspektive za naprej, izvolite nas seznaniti s slovenskimi razmerami iz osebne izkušnje. Zgornjo. Lep pozdrav tudi v mojem imenu, hvala za povabilo. Predstavitev je bila že narejena, dejansko rečem, da prihajamo iz pomurske regije, ker se nočemo več deliti, včasih smo bili Prleki pa Prekmurci, danes pa smo to dejansko pomurska regija. Tako da jaz bi vam mogoče nekaj predstavo glede našega poslanstva oziroma kako smo mi začeli, kdaj smo začeli, dejansko nekje leta 2005, 5. leta smo kmetijo preusmerili iz konvencionalne kmetije v ekološko. Takrat se je nekako v Sloveniji zaključila zgodba z pridelavo sladkorne pese. Jaz sem nekako čutil, da enostavno v nekem tem konvencionalnem kmetijstvu ni več prostora oziroma da je potrebno drugače razmišljati in smo potem kar po hitrem postopku kmetijo preusmerili v ekološko. Seveda je bilo razmišljanje obeh naju z ženo že prej tudi usmerjeno v ta način življenja, tako da nama ni bilo tuje in smo potem tudi zaradi nekih drugih stvari pričeli ekološko kmetovati. Vsi začetki so seveda težki, tudi pri nas bila je neka mogoče novost na tistem področju oziroma območju v povojih še vse skupaj, čeprav so bili tudi pred nami že tisti, ki so ekološko kmetovali, ampak je dejansko
pač bilo malo drugače, čisto neka, bom rekel, konvencionalno kmetovanje, ki te obkroža in potem začneš delati malo drugače, ampak nismo se s tem obremenjevali, tako da smo dejansko šli na nek način po tej poti. 2009. leta smo že imeli prve proizvode, seveda vemo, da 3 leta nekje je preusmeritev ekoloških njiv in travinja, tako da smo od 2009. že začeli z prvimi izdelki, 2013. Potem smo seveda to že ponudili trgovinam, to so bili začetki, so sprejeli, seveda bili smo na nek način neki novi igralci na tržišču, stvari so se začele drugače odvijati, z ženo smo oba dva pustila službe in smo potem dejansko prevzela samo ta del in se ukvarjali potem z tem. Naredili smo svojo blagovno znamko Vila Natura in 2014. leta smo se že začeli nekako združevati z drugimi ekološkimi kmetijami. Seveda so bili neki začetki. 2015. smo začeli sodelovati z večjimi trgovci, stvari so seveda šle dalje, zaradi ozaveščenosti, zaradi vedno večjega povpraševanja tudi po ekoloških izdelkih so tudi trgovci že takrat začeli dejansko v svoj portfelj vnašati tudi domače ekološke izdelke, kar je bilo takrat pozitivno in na nek način tako smo potem tudi prišli v trgovine. Seveda prvo smo pričeli z manjšimi trgovinami, za specializirano prehrano, ekološko prehrano, kasneje pa se je to danes, pa vemo, da dejansko se je razmahnilo na vse mogoče meje. 2019. leta smo se že povezali z 30 ekološkimi kmetijami, iz tega razloga, ker enostavno nam je bilo premalo. Tisto, kaj smo mi obdelovali, tisto zemljišče, ki smo ga mi obdelovali, je bilo za vse to skupaj, kaj smo potem dejansko povpraševanje nastalo na slovenskem trgu, je bilo premalo in smo se začeli na ta način tudi povezovati. Zdaj, jaz sem prej bil 20 let zaposlen na kmetijski svetovalni službi v Ljutomeru, tako da pač sem imel tudi neke izkušnje iz tega oziroma jih pridobil tudi na tem področju in z tem sodelovanjem z drugimi ekološkimi kmeti je tudi prišlo, da sem jim svetoval, da smo jim zagotavljali semenski material, da smo se dogovarjali, kaj sejati, kaj so potrebe, nekako smo raziskovali to tržišče, hodili tudi po Evropi, videli, kakšni so trendi in dejansko na ta način tudi potem kmetijam zagotavljali ta odkup ekoloških surovin. Na nek način smo jih tudi nadzirali, oziroma sem jih nadziral, obiskoval in dejansko je bilo to eno tako, bom rekel, povezovanje med nami. No, to smo mi, pa še ena. Zdaj, mi še obdelujemo, poleg tega, da se ukvarjamo z predelavo in pa trženjem, obdelujemo 75 hektarov njivskih površin. To so naše površine, vendar so nam v tem trenutku seveda kar dosti premale. Nekako sem izračunal, da bi potrebovali približno 600 hektarov trenutno, da bi zagotovili pač vse te potrebe za to, kaj trenutno predelamo in potem zapakiramo in damo na slovensko tržišče. Letno predelamo okrog 1000 ton različnih ekoloških surovin, glavna dejavnost je pridelava žit in pa oljnic, imamo pač različne pester nabor teh žit, smo bili tudi med prvimi oziroma prvi, ki smo začeli predelovati stare sorte žit, ki so bile že mogoče pozabljene, to se pravi enozrnica, dvozrnica in pa tudi oljnice predelujemo, tako da imamo na teh dveh področjih imamo razne izpeljanke, moke, kaše, tako dalje in pa seveda olja. Imamo svoj mlin, luščilec za pač žita, katera se morajo luščiti, to je pira in pa enozrnica ter dvozrnica.
Čistilne linije in pa je zelo pomembno, da imamo tudi take čistilne linije, smo investirali v te čistilne linije, da lahko pripravimo semena za setev, to se pravi očiščena, sortirana in da lahko to tudi našim pogodbenim kmetijam tudi take ponudimo. Dejansko smo iz kmetije nekako razvili podjetje, trenutno nas je 10 zaposlenih, lahko rečem, da so to zelene zaposlitve in v teh pač letih je iz kmetije dejansko na nek način zraslo podjetje. Je pa mi zelo pomembno, da se ukvarjamo izključno z ekološko pridelavo, nimamo vzporedne pridelave, ker naprimer ogromno je v Sloveniji in pač po svetu podjetij, ki imajo konvencionalno večinoma in pa ekološko toliko malo za zraven, oziroma ker je moda in se pač to mora imeti. In mogoče je to pač neki poudarek, ki ga mi tudi vedno poudarjamo, da nimamo v naši predelavi nobenih konvencionalnih žit, nobene konvencionalne predelave in da dejansko ne more priti tudi do mešanja teh zadev. So malo slike, žena zelo rada slika, tako da ona se, žena večinoma se ukvarja z temi družbenimi mediji, poleg vsega ostalega, tako da pač na tem tudi delamo. To sem že povedal, da se dejansko dogovarjamo z vsemi pogodbenimi ekološkimi kmetijami glede setve, kaj naj kdo seje, koliko in tako dalje. Svetujemo glede pridelave, pa da zagotavljamo pač ta čista semena, pa odkup ekoloških teh surovin. Lahko povem, da naprimer na tem pomurskem območju, ki večinoma mi delamo, da dejansko tudi stanje, kako je trenutno v Sloveniji, bi verjetno kar, ne vem, 70% teh vseh pridelkov, kateri kmetje ekološko pridelujejo, šlo med konvencionalno pridelavo ali pa prodajo, ali pa bi seveda prišel neki odkupovalec iz tujine, iz Avstrije, Nemčije, ki bi potem dejansko to predelal in nam nazaj prodajal to surovino, kar se mi zelo pomembno zdi, da je nekdo na tem področju, ki dejansko to tudi na ta način povezuje. Zdaj, glede trženja, tako kot pač verjetno vsi moramo biti na vseh možnih prodajnih kanalih, internetna prodaja seveda se nam je razširila najbolj v covidnem času, kasneje smo tudi začeli kar nekaj sredstev vlagati v to, tako da dejansko na tem področju še kar delamo, lahko bi še več oziroma bi mogli več, ampak je vse pogojeno tudi z finančnimi sredstvi. Prodaja v specializiranih prodajalnah z ekološko prehrano, z zdravo prehrano po celotni Sloveniji, prodaja v večjih trgovskih verigah, po Sloveniji, tudi na Hrvaškem smo prisotni, prijavljamo se na razpise javnih ustanov in pa pekarne, nekaj pa imamo tudi izvoza. Tako da dejansko vidimo, da moramo pokrivati vse segmente. V Sloveniji je dejansko konkurenca velika, ogromno je iz tujine, prihaja ogromno pač surovin ekoloških in dejansko je pač potrebno na vseh segmentih delati. To je naša blagovna znamka in pa potem je vse tak na nek način oziroma so tak spakirane stvari. Kot sem rekel, pač največ delamo na mokah, kosmičih, na kosmičih trenutno ovsenih celi svet stoji, tako da pač to je neka, bom rekel, paradna zadeva, ki se pač prodaja. No, ko se pa tudi prijavljamo na razpise in za investicije in pa za drugo smo se v letu 2020 prijavili na razpis sodelovanje, to je razpis Ministrstva za kmetijstvo, med udeleženci vzpostavitve kratke dobavne verige, vključili smo 10 ekoloških kmetij iz neposredne bližine našega sedeža Vile Nature. Ta projekt traja 2 leti in pa v tem obdobju smo se zavezali, da bomo promovirali lokalno pridelano hrano na lokalnih trgih
ustvarjali nove proizvode, pa da ustvarimo 30% celotnega prometa z skupnim pakiranjem in prodajo na teh lokalnih trgih. Tako da ta projekt še traja, zaradi same COVID situacije smo ga podaljšali, zaposlili smo tudi eno osebo, smo se zavezali v povezavi s tem razpisom, tako da bomo pač to v naslednjem letu tudi realizirali. Zdaj, glede mogoče same naše kmetije je pač bil to prispevek. Malo se bi mogoče še tudi dotaknil, ker govorimo danes o tem draginji in podnebno krizo, ali smo, ne vem, ekološki kmetje manj odvisni od trenutne situacije na globalnih trgih. Jaz rečem, da ja, ne. Trenutno smo manj odvisni. Dejansko je zelo težko komentirati cenovno oziroma politiko nekaj, zakaj so cene se dvignile, mogoče tudi nimamo pravih informacij ali pa ne vemo, zakaj so vse cene podivjale. Mislim, vsi govorimo o pač ukrajinski krizi, ne, ampak naprimer mi ekološki kmetje nismo toliko odvisni naprimer od umetnih gnojil oziroma nismo odvisni od umetnih gnojil, ne. Se ne smejo kemično predelane zadeve uporabljati na njivskih površinah, niti od fitofarmacevtskih sredstev nismo odvisni, ne. Ja, smo odvisni od nafte, tudi neke od delovne sile smo odvisni, ostalih repromaterialov, ki so se pač vsem podražili, ne. Tako da dejansko smo, ekološke surovine so se letos podražile, ne. Niso se pa podražile mogoče toliko kot konvencionalne surovine. Določene so ostale na istem nivoju, kot so bile v lanskem letu. Pri določenih je bila celo hiperprodukcija. S kolegi iz Nemčije sem se pogovarjal, so rekli, da eni razmišljajo, da bodo zaradi takega pada cen, naprimer pire, začeli kuriti za piro, kar je žalostno, ne, v tej situaciji, ker se jim bolj splača, kot pa da bodo kupovali pelete in ostala energija, ne. Tako da so še nekje, ogromno še rezerv nekih, ne. Naprimer, države so v zadnjih letih, naprimer, mi se pogovarjamo o tem, da bi zmanjšali izpuste toplogrednih plinov, dejansko je Evropa, ne vem, pač ostali svet, pa tudi Slovenija nagrajuje kmetije ali pa konvencionalne ali pa vse ostale, naprimer, ne, z sredstvi, da kupujejo dušična gnojila, ne. In zopet smo v tem začaranem krogu, da dejansko nismo nič naredili mogoče v tem smislu. Ja. Ko se začela ukrajinska kriza, sem enkrat za en medij izjavil, sem rekel, da je zdaj pravi čas, da se konvencionalni kmetje preusmerijo v ekološko, pa sem se zelo zmotil, ne. Ne želijo, lažje jim dobiti od države denar, potrositi to na nivo, poškropiti na nivo in dejansko je to pač ena lažja pot, seveda je ogromno tu neke mentalitete, razmišljanja drugačnega in v glavnem je še tu kar neka dolga pot. Čeprav jaz vidim, da v našem območju so videli, da se da z ekološkim kmetijstvom živeti, preživeti, da lahko nadaljuješ tudi kmetovanje in je kar ogromno šlo tudi po naši poti. Tako da je to tudi pozitivno, ne. Ali lahko ekološka pridelava nahrani človeštvo, je zelo tak, bom rekel, široki pojem. Verjetno bomo vsi, ki se zavedamo tega, rekli ja, ne, ampak je na drugi strani ogromno nekih stvari, ki bi jih mogli dejansko popraviti ali pa nadgraditi ali pa drugače razmišljati, ne, izgubljena kmetijska zemljišča in pozidava kmetijskih zemljišč. Nekje 2%, nekje sem zasledil v Sursovem, 4500 hektarov je od 2020 do 2021 bilo pozidano, ne. Ne bom zdaj, ne vem, kakva so bila to zemljišča, ali so bila res kvalitetna ali nekvalitetna, ampak ni pomembno, v glavnem bilo je in če bo to šlo tako dalje, tu je že pač neke rezerve, ne, izvoz hrane. Moramo se zavedati, da vse države so začele razmišljati o svojih prehranskih, o svoji prehrani. In naprimer tisto, kaj Nemčija izvozi ali pa Avstrija izvozi v Slovenijo,
kak prvo niti ni avstrijska surovina, pa nemška surovina, ker je bila pripeljana iz drugih članic Evropske unije, kot drugo pa, če bo prišlo do pomanjkanja hrane, oni tega ne bodo več izvažali, ne, bomo mi mogli svoje tržišče sami zadostiti, zato je pomembno, da se še bolj pogovarjamo, kako zadostiti dejansko samo oskrbo. To je mogoče na dolgi rok, ampak glede na situacijo je pač tako, kot je, ne. Kot sem povedal, subvencije niso vedno subvencije, tisti plus, ki ga lahko prinese kmetijam, ne. Mogle bi biti mogoče bolj usmerjene, res za pridelavo hrane, ne pa za vse ostalo, naprimer, ne. Ogromno imamo zavržene hrane, to vsi vemo, in pa seveda mogli bi spremeniti prehranjevalne navade. Če bi vse to naredili, potem verjamem, da naprimer tudi z ekološko pridelavo lahko nahranimo človeštvo, ne. Prehranjevalne navade, mislim, da minus 50% mesa, ker ga preč pojemo, ne, približno 20% manj mlečnih izdelkov in pa približno 40% več žitaric oziroma izdelkov iz žit, ne. In potem bi se verjetno stvari malo bolj ujele. Kaj lahko naredi skupnost? Ko smo že prej poslušali zelo dober prispevek, vemo, že 10 let govorimo o tem, hrano, ekološko hrano v javne zavode, v vrtce, šole in ostale javne ustanove. Mislim, da je to največja rak rana v Sloveniji, glede vrtcev pa šol. Mi se prijavljamo na javne razpise in smo kar razočarani. Tako da upam, da bo kako ministrstvo kaj naredilo v tej smeri, da se bo dejansko to začelo, ne. Ampak bi dejansko res mogli povečati količino ekološke hrane. Mislim, da so nam otroci najbolj pomembne in za otroke je pač najbolj pomembno, da nekje do nekega 20. leta je zdravo kvalitetno hrano. Skupnost lahko podpira ekološkega kmeta z nakupi ekološke hrane na vseh nivojih, to se pravi od tržnic do skupin, ki prodajo in pa trgovinah. In pa, kot sem že povedal, sprememba prehranjevalnih navad. Hvala lepa. Ja, ta čas, ko bomo pa začeli se tudi za ta interaktivni del pripravljati, pa imamo še nekaj trenutkov na voljo. Če je kakšno vprašanje za gospoda Slaviča, ki bi bilo relevantno za širšo skupino, ker kmalu bomo šli tudi na odmor, tako da ga lahko sicer tudi tam pocukate, pa vendarle dajmo, tamle je vprašanje, mikrofon prihaja, najprej k spraševalcu, potem pa bo gospod Slavič se odzval. Pa kar, če se lahko vstanete, da vas vsi tako vidijo, se tja tudi obrnete in poveste vprašanje. Izvolite. Eno vprašanje in sicer, kako lahko dobite delovno silo? A so ljudje interesirani pač za delo, mislim, ker ste se usmerjali v podjetje, prej je bilo najbrž kmetija zmeraj nekje lokalna družina, zdaj se je pa najbrž to razširilo, da še kdo dela izven družine. In koliko lahko je dobiti to delovno silo in kakšni morajo biti plačilni pogoji, da nekdo reče, bom šel iz pisarne zdaj tja delati. Kako to rešujete? No? Hvala. Ja, smo se kar nekaj s tem ukvarjali. Dejansko smo imeli tudi, bom kar tako rekel, na sami kmetiji zaposlenega kajega traktorista, da je pač nekako pozneje, ko sem dejansko jaz mogel malo več svojega časa usmeriti v druge aktivnosti, ampak moram povedati, da ga ni več. Odkrito povedano, smo rajši zmanjšali kmetijo za 20 hektarov, imeli smo še 20 hektarov več in koliko lahko opravim na kmetiji, na te njivska dela sam, pomagajo mi že sinovi, tako da je dejansko, bom rekel, situacija glede tega taka. Težko je dobiti kvaliteten kader, pa resen kader, bom rekel, resen kader za tako delo, dočim naprimer v sami proizvodnji, kjer pa
Imamo zaposlenih 7 ljudi, 7 sodelavcev. Zaenkrat nimamo problema. Mislim, tam se odvija večinoma čiščenje, mletje, pakiranje vseh teh izdelkov in moram reči, da dosti delamo na sodelovanju z našimi zaposlenimi, kar verjetno vsi moramo zdaj v teh časih in trenutno ekipo držimo zaenkrat že kar nekaj let. Imamo pa tudi res dober delovni čas, tako da je to tudi en izmed pogojev. Je od 7 do 3, pa brez sobot, pa nedelj. Špela Novak, prihajam z Radia Slovenija. Nimam sicer konkretnega vprašanja, samo mogoče bi nekaj dodala. Ko govorimo o hrani, veliko govorimo o proizvodnji hrane, kar je seveda zelo pomembna zadeva, zelo pomembno je, na kakšen način je naša hrana proizvedena. Imam pa na drugi del, drugi del te linije pa mogoče malo premalo poudarka. In sicer prvo vprašanje, retorično, ali je hrana, ki tudi če je ekološko pridelana in traja recimo več kot 10.000 kilometrov, da pride do našega krožnika, je to še ekološka hrana. Drugič, ali je hrana, ki je v nepotrebnih embalažah, ki seveda tudi potrebujejo energijo za svojo proizvodnjo in potem za razgradnjo, še ekološka hrana. In tretjič, to je mogoče trenutno ali pa pač dlje časa moja največja bolečina, pa ker ste mogoče tudi tukaj politični odločevalci, ali je hrana, ki je shranjevana v energetsko potratnih okoliščinah, še ekološka hrana. Kaj imam v mislih, ko gremo recimo v supermarkete, na hodnikih nas zebe zaradi hladilnikov. Zdaj hladilniki načeloma prostor segrevajo, razen če so odprti. To seveda pomeni zelo veliko dodatne energije. Trgovine očitno niso zainteresirane za to, da bi hladilnike zapirale, kljub ceni energije, kar je verjetno potrošniku težko odpirati pa zapirati hladilnike, čeprav to vsak od nas med nami počne doma. Tako da mogoče bi bila tukaj potrebna kakšna tudi zakonska regulativa. Hvala. Ja, hvala. To je pa kar že iztočnica za naš interaktivni del, kateremu bomo zdaj namenili nekaj minut, potem gremo pa na odmor. In sicer tema bo, katere ukrepe prepoznavamo v podporo dostopni, lokalno pridelani ekološki hrani. Torej res govorimo tudi o lokalnem kontekstu, ne samo tista, ki pride z drugega kontinenta. Tako da, tukaj je že nekaj primerov, o katerih se pogosto pogovarjamo, tržnice, borze živil, skupnostni vrtovi, lokalni logistični centri za trajnostno hrano, zeleno javno naročanje, akcije, kot so dnevi s podnebju prijazno hrano, pa tudi informacijske in izobraževalne kampanje. In tudi ti ukrepi so tako bolj na sistemski nacionalni ravni, kot tudi lokalni in seveda potrebujemo akcijo na vseh nivojih, pa še marsikaj zraven. Tako da vas zdaj spet vabimo 3-4 minute k pomenku ob omizjih, kaj poleg tega še vidite in predlagate. Tako da 3-4 minute hitro, to hrani se že precej pogovarjamo, marsikaj že imamo ozaveščeno, kako bi lahko skupaj kot skupnost še nabrali ukrepe, v katerih prepoznavamo velik potencial. Tako da evo, kar izvolite, potem bomo pa spet poželi na malo drugačen način kot prej. Ne še.
Še eno minuto. Da zaokrožite govor. Hvala, boste lahko izmenjave nadaljevali po tejle aktivnosti, ko sledi odmor zelo kmalu. Predtem bi pa radi slišali rezultate vaših pogovorov in zato vas vabimo k dvema aktivnostma in sicer je zdaj trenutek, da potegnete na plano telefone in poskenirate tole kodo, to je varianta A, varianta B je, da greste na spletno stran menti.com in vnesete tehle 7 cifr 6538116 in tam vas čakata dve vprašanji. Eno je, kaj od tistih ukrepov, ki smo jih prej našteli, vi prepoznavate kot ključne vzvode, kot 3 najbolj pomembne, ki lahko pospešijo prehod na lokalno, ekološko, dostopno hrano. To je prvo, torej, da izberete vsak posamično in individualno 3 ukrepe, ki jih prepoznavate kot najmočnejše, potem pa, ko to naredite, greste na naslednjo stran, kamor pa lahko vpišete dodatne ukrepe, bodi si tiste, o katerih ste se pogovarjali, ali pa tiste, o katerih sami že razmišljate, pa morda niste imeli priložnosti jih podeliti z drugimi, so pa nam dragoceni. Tako da dajte nekaj trenutkov, če rabite kakšno tehnično pomoč, dvignite roko, pa bomo prišli pomagati.
Medtem ko ukrepi še prihajajo, si lahko ogledamo že rezultate, torej kar se tiče predhodno pripravljenih oziroma ponujenih ukrepov, vidimo, da so 4, ki jih prepoznavamo kot skupnost, kot ključne: lokalni logistični centri za trajnostno hrano, informacijske in izobraževalne kampanje, tržnice in borze živil in seveda zeleno javno naročanje. Ti 4 so skoraj da nekje v podobnih razmerjih. In zdaj pa, če pogledamo, nabralo se je pa tudi zelo veliko vaših predlogov, če bom šla jaz tukaj naprej. Ja. Tukaj vidimo samo delček, precej več jih je, preko 40 vseh skupaj. Mi vam bomo povzetek tudi poslali kot del gradiva po konferenci, lahko pa skupno malo pogledamo, pokomentiramo sistemske podpore za ekološke predelave hrane, skupnostne omare, hladilniki na ulicah s hrano, ki jo podarimo, da je ne zavržemo in jo raje kdo drug porabi, študentski boni, ekološki, boljši proizvodi, ukiniti subvencije za konvencionalno kmetijstvo, zakonsko določeni deleži, ozaveščanje, kako manj hrane kupovati in bolj, Jonas, jaz te rabim tehnično skupnost, rabimo celo vas, da tole zvozimo. Gremo še kar naprej, še gor višje. Raje bi rad našel proizvajalca v bližnji okolici, spet subvencije, ozaveščanje, da se pri ceni hrane doda še strošek transporta in uravnoteži lokalne in ekološke hrane, ali pa morda strošek ogljičnega odtisa, da bi to lahko še nadgrajili. Spet subvencije, gremo še naprej, subvencije. Zdaj vidimo, kako velik vzvod so subvencije. Vsi tisti, ki imate vpliv na to, dajte si tole pogledati, kaj pravi modrost skupine. Še enkrat študentske bone. Ja, še enkrat gledam sem kaj novega. Prodaja lokalnih izdelkov preko spleta še v večji meri, lokalne trgovine, omejitev pravnih razlogov, da ne plačamo za odvoz pri zavrženi hrani in še naprej spet subvencije so velik vzvod, zakonodaja, nacionalni mediji, popularni mediji, ki bi lahko to temo še v večji meri podpirali, več zadrug kmetom, podpora kmetom, spodbude na razne načine. Vsak dan 5 minut v TV dnevniku pozitivnih informacij v zvezi s trajnostno hrano ali še širše. Na vseh občinskih prireditvah lokalno, prepoved zavijanja sadja in zelenjave v plastiko, politično moč usmeriti v večjo regulacijo velikih trgovcev, jih prisiliti k bolj odgovornemu vedenju. Spet lokalni dogodki, lokalna hrana in več točk, trgovina, ekološka hrana s pretečenim rokom, borza izdelkov in seveda tudi znanja pri pridelavi hrane in tudi nekaj konkretnih idej, s kom sodelovati. Hvala. Ravno zato rabimo taka srečanja, da si in izmenjamo ukrepe, pa tudi kontakte, mreže, kdo lahko še podpre razvoj trajnostnih praks. Evo, zdaj smo pa že več kot zreli za odmor, ki dobimo se čez 20 minut, 5 čez 12 nazaj in vas vabimo na seveda podnebju prijazen prigrizek, pravična kava in čaj ter ekološki, rastlinski in lokalni prigrizki, pa tudi priložnost za to, da poklepetamo drug z drugim. Na to pa se vrnemo in bomo govorili o mobilnostnih, trajnostnih praksah. Torej, mobilnost nas pa čaka in končamo potem pol uri ob enih, kljub temu, da zdaj smo malo v zamiku.